V tem videu majčkam podrobneje pogledamo spletni hub, spletno učno središče in spletno stran, skratka moja nova storitev, ki omogoča pravzaprav, da lahko coachi, mentorji, izobraževalci začnete bodisi graditi svojo spletno prezenco, torej samo ta del, ali pa v bistvu upravljati svoje učne vsebine v majčkeno drugačnih oziroma sodobnejših spletnih učilnicah. Zdaj, če se še ne poznava, sem Maruša oziroma Marija Maruša Jovanovič, Maruša na kratko. Sicer delujem pod blagovno znamko edugodek.si, tako da vse informacije so na tisti spletni strani. Je pa rešitev spletni hub dobila tudi svojo lastno domeno, torej spletni-hub, torej hub.si. In čez to spletno stran te pravzaprav zdajle v tem videu popeljem, tako da si jo lahko potem tudi sam pogledaš, preklikaš to konkretno isto spletno stran tudi sam, da dobiš majčken občutek, kako vse te zadeve izgledajo. Zdaj, v osnovi še mogoče malo kratke predstavitve. V osnovi seveda sem oseba, ki že nekje dobrih 15 let vodi skozi proces kreiranja spletnih tečajev druge ljudi, bodisi podjetnike ali pa podjetja. In tale rešitev je pravzaprav namenjena predvsem podjetnikom, zlasti solo podjetnikom, ki pravzaprav ki prodajate spletne tečaje, ker je v bistvu pravzaprav narejena res s to mislijo, kaj potrebujete, zato da lahko pravzaprav zelo, dosti cenovno, dostopno in čim hitreje štartate, bodisi s kreiranjem online programov, bodisi s promoviranjem online programov ali pa v bistvu obojno zadevo. Evo, tako da dajmo si pogledati v bistvu tri oziroma štiri področja, ki jih tale spletni hub pokriva. Torej, mogoče še na tej točki, kaj pomeni besedica hub in zakaj sem jo pravzaprav posodobila, kljub temu, da je majčkeno bolj tuja. Hub namreč pomeni, torej HUB napisano, pomeni središče. Konkretno recimo pri kolesu, ki imate, je to tisto središče, torej se pravi tam, kjer se vse dogaja in kjer je v bistvu center dogajanja. Je pa hub tudi, iz računalniškega vidika ima neko, svojo simboliko in v bistvu hub kot online hub je filozofija, ki se vse bolj uveljavlja v svetu e-learninga oziroma tem online izobraževanju, kjer pravzaprav hub predstavlja tisto, kar bomo mi videli tukaj kot učno središče, prav? Ker pa v bistvu samo učno središče, včasih premalo, sem dodala torej še ta vidik te spletne prezence, grajenja spletne strani, kljub temu pa sem pustila, to poimenovanje spletni hub. Evo, sem to mogoče malo za terminologijo. Drugače pa tukaj na prvi strani lahko že vidimo 4 področja, ki jih v bistvu ta rešitev tega spletnega huba zajema. To je spletna učilnica, spletna prezenca, spletna prodaja in pa spletna naročila. Čisto na kratko vsako stvar, potem pa predstavim, grem podrobneje pokazati primere strani, razložiti majčkeno bolj v ozadju. Če gledaš posnetek na YouTube, bojo spodaj tudi zaznačena poglavja, tako da če te zanima kakšna od posameznih stvari, lahko skočiš po poglavjih na YouTube v tisti del. Zdaj, spletna učilnica, sem že omenila, gre za tako imenovan, v bistvu spletna učilnica je tisto, kar je v resnici spletni hub, gre za tako imenovan majčkeno bolj drugačen trend samih spletnih učilnic. Ogledaš si jo lahko tukaj pod demo učni portal, bomo šli bolj konkretno skozi. Gre za to, da je v bistvu spletna učilnica omogoča ne samo to klasično kreiranje online programov v smislu spletnih tečajev, ki imajo module pa lekcije, ampak dodaja zraven še eno komponento in to so spletne skupnosti. Spletne skupnosti so to, kar mi v bistvu pravzaprav zdaj trenutno poznamo pod Facebook skupine, tako da se tukaj v bistvu ta uporabniška izkušnja, kjer združimo spletne tečaje in pa spletno skupnost, združi, v en paketek. Pod spletna prezenca je mišljeno grajene spletne prezence v smislu spletne strani, torej ta rešitev omogoča, da ustvarjaš tudi to svojo promocijsko plat, ker vemo, da samo to, da zgradimo spletne tečaje, pač ni dovolj, tako da tudi ta vidik in predvsem tukaj gre cela filozofija spletnega huba na tem, da gradimo lahko tako imenovanega minimalno delujočega oziroma minimalno sprejemljivega produkta, kar pomeni, ne rabiš, da zgraditi neke cele velike spletne strani, kakor je recimo tudi tale spletna stran, ki jo zdaj gledaš, ampak lahko gradiš male gradnike in potem počasi, s tem gradiš tudi to svojo pojavnost, da te ljudje lahko odkrijejo na spletu, da v bistvu izvejo kaj več o tebi in tako naprej. Tretji vidik, ki je tukaj vključen, je spletna prodaja, torej v bistvu tukaj gre za to, da v bistvu lahko prodajaš, dejansko kreiraš svoje prodajne strani in tudi prodajaš. Skratka, če prodajaš
spletne tečaje to celo omogoči, da pravzaprav ljudje potem, ko jim ti pokljukaš, da so plačali, jih dejansko tudi vpiše avtomatizirano v spletne učilnice. Spletna naročila so pa pravzaprav drugi aspekt spletne prodaje, bom pokazala malo podrobneje, kjer pa pravzaprav imamo pregled nad vsem temi naročili, kaj kdo oddal, na kaj se je prijavil in tako naprej. Gremo se vsako stvar malo bolj podrobno. Zdaj, spletna učilnica, imaš tukaj zgoraj demo učni portal oziroma tukaj spoznaj učni del platforme, v obeh primerih pristaneš na isti strani in to je ta v bistvu portal, v katerem se odvija ta učni del, torej te spletne učilnice in pa spletne sobe, ki so torej nekaj podobnega kot spletne skupine, Facebook skupine. Tukaj ne bom šla bolj v konkretno predstavitev, ker je tukaj čisto na začetku, ko prideš noter, je en video, ki ima naslov predstavitev spletnega huba in grem res konkretno čez razlago, kaj vse lahko pravzaprav v takih učilnicah oziroma v takem portalu, v spletnem hubu pravzaprav lahko počneš, kako to izgleda in tako naprej. No, tako da to bolj podrobno predstavitev si lahko pogledaš tukaj. Tako da bi skočila v bistvu tukaj potem na spletno prezenco. Zdaj, spletna prezenca ni nič drugega kot to, da ti omogočim prostor, kjer se lahko malo bolj konkretno predstaviš. Tako da tukaj pod primeri strani imaš recimo primer vstopne strani, oziroma tale ne bo najboljši, imamo tale primer pristajalne strani, tale bo boljša. Imamo primer pristajalne strani, ki je lahko tvoja spletna vizitka. To se pravi na en tak način, tukaj sem vključila vse možne različne, oziroma nekaj različnih teh načinov, kaj in kako lahko zgradiš eno tako predstavitveno stran. Skratka, na tak način s temi elementi lahko zgradiš svojo spletno vizitko, kar pomeni, da v resnici, v bistvu, pač, če nimaš neke svoje spletne strani, ali pa če gre to čisto za nek ločen, bom rekla, nek ločen projekt od tega, kar že sicer počneš, ti omogoča, da v bistvu narediš eno tako predstavitev, da zgradiš eno tako predstavitveno stran. Mimogrede, grajenje takih strani je enostavno, v resnici vsaka takale zadeva, ki jo tukaj vidiš, recimo tole modro področje, tale zadeva, tukaj modul 1, modul 2, so bloki in v bistvu gre tukaj samo za to, da ti klikneš in dodaš tak blok in potem samo prepišeš v bistvu besedila po svoje. No? Tako da v bistvu sam princip priprave takih strani je dosti enostaven, res sem sama izbrala, bom rekla, tak dizajn, da je v bistvu modern in pa da je dovolj enostaven, zato da lahko delaš te stvari sam. Druga stvar, ki jo imaš pri spletni prezenci, ki tudi spada, bom rekla, v ta aspekt grajenja svoje spletne prezence, pa so tako imenovani blog prispevki oziroma blog. Tukaj imaš pod primeri strani, imaš blog prispevki, kar je pravzaprav ista stvar kot tale blog, ki je pravzaprav moj blog. Zdaj, ne bom šla v razlago, zakaj je bloganje pomembno, boš tukaj naredil en članek, zakaj se bloganje spet vrača, tako da si lahko tudi to pregledaš. Je pa blog v bistvu, bom rekla, del grajenja te online prezence, ker pravzaprav lahko še bolj konkretno ali predstavljamo svoje produkte, ali bolj konkretno govorimo o, bom rekla, filozofiji svojega dela in tako naprej. Skratka, ni neka samo statična stran, kot se je bila tista primer spletne vizitke, ampak je pravzaprav orodje, s katerim lahko greš bolj v globine in s tem, evo, če namignem, zakaj je trend, da se vrača bloganje, s tem v bistvu pravzaprav daješ, bom rekla, spletu vedeti, da je tvoja stran živa in aktualna in v bistvu išče, bom rekla, zadetke tudi, med zadetki pokaže tudi tvojo spletno stran. Evo, to je bila v bistvu ta spletna prezenca. Zdaj, v bistvu ustvariš lahko takole stran, kot je tukaj, lahko vidiš, ne vem, imaš lahko svoja socialna omrežja, lahko imaš tudi gumb do nekega brezplačnika in tako naprej. Skratka, pod spletno prezenco tukaj spada tudi grajenje nekih teh brezplačnih vsebin, kjer lahko ljudje mečkom bolj prek nekih brezplačnih spoznavnih programov spoznajo, zvejo, kdo si in hkrati pristanejo na tvoji mailing listi, tako da tudi to še spada vse pod spletno prezenco in ti jo omogoča, da jo gradiš tukaj. Tretji aspekt je pa spletna prodaja. Zdaj, spletna prodaja v bistvu pomeni, da zgradiš lahko takele, tukaj lahko gremo primer, bomo šli primer tile podrobnejšo predstavitev, primer strani, kjer zgradiš lahko svojo prodajno stran. Filozofija grajenja te strani je popolnoma enaka, kot smo si pogledali prej pri spletni vizitki, tudi tukaj gre za pač enostavno dodajanje elementov in v bistvu gre za to, da predstaviš en svoj produkt.
in imaš lahko tudi potem pač povezavo s svojo spletno trgovino oziroma s svojim sistemom naročanja. Torej, v bistvu zgradiš predstavitveno stran, bi se rekli, v bistvu prodajna stran je pravzaprav predstavitev tvojega produkta in pa potem je povezano z naročilnim sistemom. To se pravi, to je pa zdaj drugi del oziroma četrti ta aspekt spletnega tega projekta, je pa to, da pravzaprav ljudje lahko oddajajo naročila, tako da si dajva pogled primer. In mimogrede, zadevo imaš lahko postavljeno tudi, če prodajaš mogoče nekje drugje. Recimo, da imaš ti že spletno stran in da na svoji spletni strani gradiš v bistvu landing strani oziroma te prodajne strani, lahko kljub temu povežeš naročilni sistem iz te strani s svojo spletno stranjo. Skratka, na tvoji spletni strani, ki jo že morda nekje imaš, lahko omogočiš, da ljudje kliknejo na gumb in bojo v bistvu kupili stvar, ki se nahaja tukaj noter. Pa dajva samo na hitrico pogledati. Tukaj si lahko pogledaš primer oddaje naročila. Mimogrede stran in veliko stvari na tej strani je trenutno v angleščini, ker tega dela nisem posodabljala, ampak v finalni različici, v tisti različici, ki jo ti dobiš, je seveda vse v slovenščini. Skratka, obrazac za naročilo je pravzaprav klasičen obrazac z vsemi zahtevami neke klasične spletne trgovine. Ljudje napišejo, oddajo svoje ime, mail, če rabijo za izstavitev računa, napišejo še ime podjetja. Morajo se strinjati pred nakupom s pogoji poslovanja, kjer pravzaprav je potem link do tvojih pogojev poslovanja. Potem pa, kar se tiče naročila, je pravzaprav to, da v bistvu lahko oni tukaj oddajo svoje naročilo in ti v bistvu dobiš v tem naročilnem sistemu, bom pokazala v ozadju, kako to izgleda, dobiš informacijo, da je nekdo nekaj naročil, ravno tako dobi on informacijo, kaj je naročil in lahko tam uporabiš, da oni napišejo, da dobijo podatke, kam naj plačajo. Lahko pa ta sistem uporabljaš zgolj zato, da si prejel naročilo, da so te stvari majčkeno bolj avtomatizirane, da so lepo zbrane na enem mestu, da ne rabiš, ne vem, po mailu zbirati teh prijav in lahko to uporabiš pravzaprav tudi za mogoče neke klasične delavnice, klasične tečaje in podobno. Skratka, da se ti ljudje pravzaprav samo prijavljajo, pa potem recimo ti v svojem računovodskem programu skreiraš predračune oziroma račune in jih pošlješ ločeno, V vsakem primeru naj povem, da seveda računov ta program ne omogoča, ker ne ustreza pač računovodskim standardom, kar pomeni, gre za naročilni sistem, kjer ti pravzaprav prejmeš naročila in jih obdelaš. Bomo zdaj pogledali, kako jih obdelaš in potem na podlagi tega izstaviš v svojem računovodskem programu ali pa če delaš na dober, stari, klasični način, mogoče v Wordu ali Excelu, izstaviš račune. Trenutno, naj bom transparentna, trenutno sistem ne omogoča plačila preko Stripa ali Paypala. Če želiš prejemati plačila preko Paypala, lahko uporabiš način, da daš navodilo, tudi tukaj je napisano, da ti lahko plačajo preko storitve, oziroma ne preko storitve, ampak preko Paypal linka. Vodim skozi vse te zadeve, če rabiš pomoč in podporo, vodim seveda kot del tega suporta. Skratka, ljudje lahko potem nakažejo, če imajo pač denar na Paypalu, ga lahko direktno tam nakažejo preko Paypal mi linka. Dajmo pogledati, če v bistvu mogoče kako noter izgleda naročilni sistem. Enkrat, takole se z enim klikom, dvema, pravzaprav prideš v ta sistem, kjer imaš pregled nad vsemi naročili. Tukaj lahko vidimo, da je customer, ki mu je ime TTR, naročil kar nekaj zadev in recimo tukaj le, še enkrat ne povem, tole zaenkrat v angleščini bo lokalizirano v tvoji različici. Grem bom rekla, v to naročilo, recimo, da je to on naročil, recimo v nedeljo popoldne je naročil, plačal je plačilo recimo prišlo preko bančnega nakazila, recimo, ne vem, ponedeljek ali pa torek na moj račun, pridem sem noter, dobesedno par klikov in rečem, on je zdaj to plačal, označim kot plačano, lahko si še kakšno zabeležko naredim. In kar to v tem momentu sproži, je to, da ko sem jaz vnesla, da je on plačal, on dobi potrdilo preko na svoj mail, dobi potrdilo, da je plačal, da je plačano, da smo prejeli plačilo in da lahko dostopa do tečajev. In potem imamo eno takole zadevo, skočim v. Torej, za uporabnika se večina stvari, potem ko ima tečaj in tako naprej, odvija znotraj tele učilnice, znotraj tega prostora
in tukaj on lahko v bistvu tukaj ki imam slikco, ima pregled nad svojimi naročili, moja naročila in lahko tukaj vidi vsa naročila, ki jih je oddal oziroma vse, kar je naredil in do tega tukaj tudi potem dostopa v svojo učilnico, do svojih tečajev. Skratka, ta del je potem avtomatiziran. Torej, še enkrat poudarjam, tudi če bi recimo prodajal ti dostop do tega tečaja nekje na svoji platformi, ko je oseba kupila, ko smo mi označili, da je kupila oziroma da je plačala, ima avtomatizirano potem narejeno, da lahko dostopa do te vsebine, bodisi do učilnic, bodisi do teh skupin oziroma sob, skratka do vsega, kar smo zaznačili, da pač spada pod njen nakup. Zdaj, vse zadeve v zvezi s spletnim hubom oziroma s to storitvijo lahko še majčkeno več izveš na tele predstavitveni strani, torej to, glej si podrobnejšo predstavitev, je tukaj odgovorjenih tudi nekaj pogosto zastavljenih vprašanj. Na tej točki naj se pa mogoče samo dotaknem še tele cene oziroma strukture cene, kako je narejena. Zdaj v osnovi gre za postavitev platforme, to se pravi začetna stvar je to, da ti mi vzpostavimo to platformo. Ta cena je 420 €, to se pravi, to je ta, da pravzaprav sploh dobiš to svojo platformo. Ne omenjam, zadeva je postavljena na WordPressu, tako da pravzaprav gre za neke vrste, ja, tvoja stvar, edina stvar je, da gostuje zaradi praktičnosti in zaradi cenejše, ugodnejše cene gostuje zadeva. Poskrbim jaz za samo gostovanje, da se ne rabiš ukvarjati s plačevanjem mesečne naročnine ali karkoli, skratka, to je potem vključeno v to ceno, oziroma v to mesečno ceno, skratka, poleg te začetne vzpostavitve, kjer dobiš, bom rekla, to platformo, je potem še znesek 30 € na mesec. To je znesek, ki potem vključuje to plačevanje mesečnega gostovanja, torej zato, da sploh spletna stran nekje stoji, in pa stroški vtičnikov oziroma vseh teh zadev, zato da zadeve sploh izgledajo, kot izgledajo. Poleg tega pa seveda je meni jasno pravzaprav, da je potrebna tudi podpora oziroma, kot sem obljubila oziroma kot sem omenila, je zraven vključena podpora, kar pomeni, ko gradiš, ne vem, spletno stran, ko gradiš učilnico, ko gradiš karkoli, sem ti na voljo z, bom rekla, podporo v smislu, začetna podpora je tako, da pravzaprav te vodim preko video vodičev, te vodim skozi dodatne stvari, kaj je še fino vzpostaviti oziroma kako stvari nastaviti. Namreč izkazalo se mi je, da to, bom rekla, nekaj najboljša varianta podpore, ko ljudje postavljajo učilnice, da imajo neko strukturo, čez kaj je treba iti, čez kaj je treba pogledati. In pa drugi del je torej podpora, kako graditi vse te spletne strani oziroma te pristajalne strani, in pa seveda na voljo sem ti tudi v podporo, kot bom rekla, kadar se ne znajdeš kaj, lahko prideš v mojem spletnem hubu, povprašati in te usmerim. Vključena je pa tudi v tej ceni 30 € na mesec je vključena tudi dostop do spletnih tečajev o kreiranju spletnih tečajev. Ja? Oziroma na začetku to je en tečaj, kjer te peljem, kako v bistvu, oziroma dva tečaja sta. En tečaj, kjer te peljem skozi to, kako kreirati spletne tečaje iz organizacijskega, didaktičnega in vsebinskega vidika, oziroma tehničnega vidika, in pa dodan je tudi spletni tečaj o samem snemanju, to je spletni tečaj tehnostavno snemanje, kjer se učiš lahko tudi v bistvu, če imaš, bom rekla, če bi želel graditi spletne tečaje, pa mogoče ti ta vidik manjka, je vključen tudi tukaj. Kar je vključeno v višjem paketu, višji paket ravno tako vključuje teh 420 € začetne vzpostavitve, torej da sploh platforma stoji, potem je pa poleg 30 € mesečno, kjer so vključene vse stvari, ki sem jih že omenila, je vključeno še dodatnih 29 € na mesec, je spletni tečaj Prodajaj je znanje podajaj. Ta cena gre v bistvu samo za 12 mesecev, ker gre za 12 obrokov, gre pa za tečaj, želel bi imel nekaj program, skratka gre pa za tečaj, je sicer za samostojno učenje, ga lahko predeluješ sam, in gre za tečaj, ki v bistvu te pelje čez procese vzpostavljanja svojega spletnega sistema, ne samo iz tehničnega vidika, ampak pravzaprav iz grajenja svojega online biznisa. Ja, skratka, peljete čez procese, kako zastaviti produkte, kako zastaviti torej te spletne izobraževalne produkte, katere zgraditi, katere ne zgraditi, in peljete čez proces v bistvu, kako vsebinsko zastaviti, torej kako pravzaprav priti do idej,
za online marketing oziroma za spletni vsebinski marketing, zato da veš, o čem pisati bloge, da veš, o čem mogoče snemati podcaste, in pa te pelje v bistvu čez ta proces, da v bistvu vse te stvari, ki jih potrebuješ, nekako tudi, da aktivno prodajajo vse te zadeve, zato da tudi to teče zraven. Zdaj, kako začeti? Tukaj je gumb, kjer si lahko prebereš več, kako začeti. V osnovi gre pa za to, da pravzaprav vse, kar potrebujemo od tebe, je, da zakupiš svojo domeno. Lahko mogoče kar pokažem, kako zadeva izgleda. Zdaj, jaz predlagam, ponudnika neosurf.si, pri njih tudi celotna naša stran gostuje, in greš torej na tale link neosurf.si, in tukaj imaš recimo, ne vem, moja domena, vtipkam neko zadevo, ki bi bila moja domena, .si recimo, preveri domeno, če je ta domena prosta, tale predvidevam, da bo, enostavno se odločam, dam jim opcijo, tudi mogoče še kakšna druga, dam jim opcijo, recimo tukaj dam dodajo košarico, grem čez proces in plačam zadevo in imam pravzaprav svojo domeno pripravljeno oziroma zakupljeno in potem to domeno sporočiš, skratka sporočiš preko obrazca ali preko maila, ki ga najdeš na tisti spletni strani, kjer te vodi, kako začeti. Sporočiš v bistvu domeno, sporočiš svoje podatke in s tem pravzaprav štartamo, jaz ti pošljem račun oziroma predračun in štartamo s procesom grajenja tvoje strani. Načeloma zgradimo spletno stran oziroma postavimo zadevo nekje v roku 5 delovnih dni. V teh 5 delovnih dneh te dvakrat potrebujemo oziroma je na tvoji strani za narediti ena malenkostna stvar še, ki ti vzame 5 minut dela, tako da sem v tistem momentu, pač ko gremo v ta proces, pravzaprav je s tvoje strani tisto, kar je za narediti, v bistvu teh 5 minut dela, zato da neke podatke nekam opišeš, tega pač mi na naši strani ne moramo narediti, vse ostalo pa pravzaprav na naši strani, tako da v bistvu nekje v roku enega tedna dobiš polno funkcionalno stran in pa vsa navodila oziroma nadaljnje napotke, kako pravzaprav, kje začeti in kako začeti. Naj pa še enkrat omenim, da stvari gradimo po principu minimalno sprejemljivega oziroma s tem rečem minimalno delujočega produkta, kar pomeni, da v resnici v začetni fazi lahko imaš samo mogoče učni portal, skratka gradiš zadevo, uporabljaš mogoče zadevo za to, da ljudi oziroma neko svojo spletno skupnost gradiš, lahko gradiš mogoče samo spletne tečaje, lahko pa na eni strani gradiš, v bistvu samo mogoče pišeš blog ali pa recimo mogoče samo postaviš svojo spletno vizitko in tako naprej. Skratka, stvar je res narejena na ta način, da glede na to, v kateri fazi biznisa si in v kateri fazi pač svojega tega procesa si, narediš in izgradiš tiste zadeve, ki jih v tistem momentu potrebuješ. Jaz sem pa ves čas seveda v mojem spletnem hubu, v eDogodek.si spletnem hubu, na voljo za support, da te usmerjam, bodi si bom rekla vsebinsko, torej mogoče usmerjam tole naslednji korak ali pa tamle si poglej vsebino, da te usmerjam oziroma da sem ti v support tehnično, to se pravi, kako narediti to, kako narediti ono. Je pa seveda pri določenih zadevah sem pa v podporo tudi bom rekla, naredim zate, skratka kakšne malenkosti, včasih mogoče želiš narediti spletno, bom rekla to pristajalno stran oziroma prodajno stran, pa se ne želiš sam zafrkavati oziroma sam delati tega postavljanja in oblikovanja, pa lahko v bistvu predaš zadevo meni, seveda ta zadeva je pa z doplačilom, vendar po zelo ugodni ceni, ker je pravzaprav za platformo, ki jo dobro obvladam in kjer v bistvu pravzaprav te podprem lahko zelo na hiter in enostaven način. Vsekakor je pa celotna zadeva toliko tehnostavna, kot sama rečem, da pravzaprav z nekim osnovnim tehničnim računalniškim znanjem lahko zadevo upravljaš tudi sam. Jaz se vedno pohecam, pa rečem, če znaš priponko v mailu staviti, znaš lahko zadevo upravljati tudi sam. Za več informacij, za karkoli, oziroma bom dodala link spodaj, torej kje začeti oziroma več link do spletnega huba oziroma bom dala tudi mail, kjer me najdeš za še več informacij. Na voljo sem tudi za en krajši Zoom posvet, kjer lahko kakšno stvar še skupaj pogledava, da odgovorim na kakšno vprašanje oziroma da morda razjasnim še kakšno zadevo.